Ja, in čar sredenega jutra je tudi v rubriki V vrtincu in danes smo vanjo postavili akupunkturo. No, v tej obliki zdravljenja smo v naših oddajah že govorili, tokrat pa bomo odgovarjali tudi na vaše vprašanja. Z nami je namreč gospa Ivica Flis-Maka, doktorica medicine. Dobro jutro. Dobro jutro. In seveda, če imate kakšno vprašanje, čim prej vaše telefone v roke in pokličite na telefonske številke, ki se boste izpisali na vašem zaslonu. Kar nekaj pripomočkov ste prinesli zraven, pa da najprej sploh razjasniva še enkrat. Akupunktura, akupresura, vse to slišimo. Kaj je akupunktura? Akupunktura je starodavna kitajska veščina, sega nekako 5000 let nazaj, kar je veliko več kot naša klasična oziroma ortodoksna medicina v tem zahodnem svetu. Temelji na izkušnji, kar pomeni, da so to kitajski zdravniki sprakticirali in preizkušali skozi vrsto let. Akupunktura pravzaprav poimenujemo sklop oziroma način zdravljenja z iglicami, ki se zabadajo v točno določene točke na telesu. Tukaj imamo eno. Ja, te točke na telesu sestavljajo določene poti, ki jih imenujemo meridiani. Na telesni površini je cirka 12 površinskih meridianov, ki jih najpogosteje uporabljamo. Seveda pa je vseh skupaj še veliko več, tistih, ki povezujejo točke na zunanji površini kože za globino telesa. Kaj se z akupunkturo zdravi ali je bolj na tem, da se z njo preprečuje? Znano je namreč, da je vzhodnjaška medicina dosti več dela na preprečevanju razvoja bolezni, kot pa naša zahodnjaška, ki samo zdravi. Ja, v bistvu je filozofija vzhodne medicine drugačna, kar pomeni, da oni in preprečujejo in zdravijo. Točk je cirka 650 do 750, ki se uporabljajo na telesu. Seveda so še tudi ekstra točke in podobno, ampak v glavnem se nasplošno uporablja okrog 250 do 300 točk, najpogosteje, tako da s temi točkami poskušamo balansirati telo. Ravnotežje v našem telesu. Nekoga že imamo na telefonski liniji. Lepo zdrav, kdo je z nami? Halo, halo. Halo, se slišimo? Ja, dober dan, Alojz tu pri aparatu. Pozdravljeni, izvolite. Vprašanje za dr. Smako. Kar izvolite. Ja, hvala. Mene že dolgo leta muči nespečnost. Zanima me, zdaj se pač poslužujem raznih uspaval, rad bi pa presekal to zadevo, ali lahko akupunktura uspešno to vsaj pomaga ali celo morebiti prepreči. Super, najlepša hvala za vaše vprašanje. Lahko torej akupunktura pomaga pri nespečnosti? Akupunktura pomaga ne da lahko, akupunktura pomaga pri nespečnosti. Vendar se moramo zavedati, tako kot pri vseh ostalih sklopih oziroma težavah, da to ni edini postopek, ki ga je tisti, ki se temu prepusti, dolžan, temveč je potrebno upoštevati tudi spremembe v načinu življenja. Se pravi, dovolj zgodaj odhajati spat, soba mora biti dovolj zatemnjena, podobno kot smo to razlagali pri hormonih. Enak postopek je tukaj oziroma enaka pravila veljajo. Tudi pacient mora nekaj sam za to narediti, seveda pa s točkami podpremo telo, ga uravnovesimo in zato se potem tudi spanje, kvaliteta spanja izboljša. Kako hitro? Pravzaprav praviloma, po mojih izkušnjah, pa zdaj v vseh teh, nekako po 3. do 5. postopku so vidni prvi rezultati. Še nekoga imamo na liniji. Lepo zdrav, kdo je z nami? Lepo pozdravljeni, tukaj Mojca iz Dolenjske kličem. Pozdravljeni, izvolite. Jaz bi pa rada samo nekaj povedala v zvezi z akupunkturo. Pri meni je kar nekaj časa trajalo, da so ugotovili, da imam fibromialgijo. In potem me je zdravnica postavila na protibolečinsko. In moram povedati, da po 10 terapijah imam za 2 leti mir in da je to res resnično dobra zadeva. Najlepša hvala za vaše mnenje. Hvala lepa na svidenje. Ljudje torej zadovoljni z akupunkturo, konec koncev že uvodoma ste dejali, da je tisočletne izkušnje Kitajcev vendarle vredno upoštevati. Ni to kar čez noč nastalo. Pa vendarle me zanima ena stvar. Iglice. Ja. Za marsikoga nekaj, kar pač ti povzroča, da ne moreš zaspati. Ravno zaradi tega strahu, če izhajam iz klica gospoda Alojza. Kakšne so možnosti, da ni ravno zbadanja s klasičnimi temile iglicami našega telesa? In ali to resnično kaj boli? Poglejte, iglice te, ki jo držim v roki, ta je recimo zelo drobna in se uporablja v glavnem za obrazno akupunkturo oziroma ušesno. Te so nekoliko daljše, so seveda še daljše igle,
oziroma še daljše in še daljše, Kitajci jih merijo v cunih. Cuni se merijo s cunometrom in nekako obsegajo širino posameznikovega palca. Seveda z iglicami se dela akupunktura. Akupunktura je zmeraj zabadanje. Res pa je, da točke kot takšne, ki so na meridijanih, se lahko uporabljajo, točke seveda, kot jih vidimo, res veliko. Meridijani so različni, vseh 12 površinskih lahko predstavljajo te 3 lutke nekako, pa tudi na naših plakatih. Te iste točke se uporabljajo tudi za akupresuro. Akupresura je pritisk s prstom. Če imate veščega terapevta, zna tudi to. Seveda pa pri otrocih nikakor ne moremo zmeraj ne s prstom, ne z iglo, zato so Kitajci takšni, kot so, našli tudi druge oblike in druge možnosti zdravljenja in to je z drobnimi prosenimi magneti oziroma semeni prosa, ki jih vidite tukaj tudi v vrečkah oziroma v magnetkih, ki so... A lahko tudi odpreva? Seveda, samo previdno, ker so živahni. Ti magnetki se potem prilepijo na kožo in se na ta način stimulira določena akupunkturna točka. Magnetek je droben, se nalepi recimo na točko HGU, ki je tukaj v pregibu roke, naprimer, pač to je taka točka, ki pokriva obraz in usta, vse te bolečine, seveda tudi se uporablja pri drugih težavah, ampak načinov je več. Tako da ni obvezno samo zbadanje našega telesa. Potem imamo tudi laser kot pomočnik, s katerim se da, se pravi z lasersko lučko se lahko točka obseva. Imamo možnost tudi elektroakupunkture s takšnimi pripomočki, ki se vklopijo in se nastavi na točko, ki jo želimo stimulirati. Laserjev pa imamo različne oblike, tudi elektropripomočkov imamo veliko, tako da možnosti je danes veliko. Še nekoga imamo na telefonski liniji. Lep pozdrav, kdo je z nami? Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Irena pri telefonu. Mene pa zanima, če se da s tem rešiti z akupunkturo tudi težave v meni, to so vročinski vali. Bom poslušala po televiziji. Hvala lepa za vprašanje. Torej se da tudi... Menopavza je ena izmed najbolj hvaležnih pravzaprav stanj, ki jih lahko uravnamo, ki jih lahko nekako uravnovesimo. Res je, da ne moremo povrniti stanja tam 30-40 starosti, vendar z uravnavanjem in usklajevanjem, balansiranjem, uravnovešenjem meridijanov v telesu dosežemo bistveno izboljšanje. Vročinski valovi se umirijo, tako dnevni kot nočni, glavoboli, nervoza, pretirana ješčnost. Te stvari se dajo krasno nekako uravnovesiti s to terapijo. Res pa je, da to zahteva pravzaprav zbadanje z iglicami. Tukaj bi težko pri menopavzi oziroma vseh težavah samo za akupresuro, ker je običajno potrebno veliko stimulacije, veliko več, kot zmoremo s prsti in iglice seveda segajo bistveno globje. Pogosto se... Kaj pa dolžina? Prej smo rekli, da pri nespečnosti gre kar hitro, kaj pa pri takšni gre hitro? Tudi tukaj. Po 3. do 5. postopku običajno. Sem mislila, da boste vprašali za dolžino igl. Dolžino igl je odvisna od tega, kaj tretiramo. Kako globoko gre ta igra v naše telo? Ta igla se praviloma uporablja za točke na zadnjici, da ne bom zdaj na vas, ker ste rekel, da tega ne marate. Točke na zadnjici, kadar zdravimo iz hialgije. Ta igla gre do 3/4 globoko. Pravzaprav se zbode zelo globoko, ker moramo točko zelo globoko tudi stimulirati. Še nekoga imamo na telefonski liniji. Lep pozdrav, kdo je z nami? Lep pozdrav. Izvolite. Kličem iz Kamnika, gospod Darinka. Zdaj bi pa rada vprašala jaz gospod, če se to lahko pozdravi tudi žolčni kamen. Kaj pa to? Lahko umirimo kolike, se pravi žolčne kolike se dajo umiriti, kadar ni to seveda akutno stanje, ki zahteva kirurški poseg. Tako. To moramo ločiti, se pravi tista sveža, močna, huda bolečina, ki zahteva intervencijo kirurga oziroma hospitalizacijo, to ni za akupunkturo. Če gre za tisto permanentno draženje,
pa neko stiskanje v področju pod desnim rebrnim lokom, težave s prebavo, kot so napihovanje, flatulacija, vetrovi, absolutno ja. Kadar gre pa za akutno situacijo, pa moramo vedeti, da je to stanje, ki zahteva intervencijo kirurga. Dolžina tele igle mi še vedno ne gre iz glave. 4 cm globoko. Rekli smo prej več 100 točk v našem telesu. Kako določiti, katera točka je, za katero vredno se kaj takega, tudi če imamo takšne igle doma, ne lotevamo sami? Poglejte, Kitajci imajo tu posebno filozofijo in ta filozofija temelji ne samo na principu yin in yang, ampak tudi na principu 5 elementov. In kadar tudi nebesnih, oziroma se pravi letnih časov, ne nebesnih znamen, ampak letni časi močno vplivajo na to, kaj se uporablja, kaj v določenem letnem času v telo vnašamo, tudi kar se prehrane in ostalega gibanja tiče. Seveda, kadar to znanje združimo in poznavanje teh 600 točk oziroma več, takrat se tudi odločimo na podlagi pregleda osebe, kaj bomo in katere točke bomo tretirali. Torej lahko vsak zdravilec se odloči za druge? Absolutno ja. Absolutno ja. Samo tu vas moram popraviti, ker akupunktura vseeno sodi v stroko medicine. Kar pomeni, da tisti, ki se z njo ukvarja, mora imeti licenco, mora biti po naši zakonodaji zdravnik uradne medicine in lahko dela tudi akupunkturo, kar je recimo razlika od homeopatije, ki je nekako nismo uspeli uvrstiti v to ta pravo vejo medicine, ampak še zmeraj sodi v zdravilstvo. Najlepša hvala za vse tole, tele igre bom jaz dal iz rok, nimam jih preveč rad.